Dobro jutro, Marko, kako smo kaj? Dobro jutro, v redu, v redu. Po taki tekmi ne moreš biti slabe volje, res dobra tekma. Ti si danes uspel pogledati celo? Danes mi je ratal pogledati dve četrtine, ta zadnje dve. Aha, okej, no, ujel si ta dobre. Fajn. Potem bom jaz malo povedal, kaj se je dogajalo v prvem polčasu, pa prevzameš ti drugega, prav? Pa lahko, ja. Lepo dobro jutro, zaenkrat malo številnim, ki ste se nam pridružili pri taki uri na delovnik. Snemamo tudi na YouTubu, tako da če želite, lahko date komentarje tle ali na YouTube, ki jih bomo tudi mi prebrali in nekje pokomentirali, če imate kakšno vprašanje. Če se želi kdo javiti, seveda, tudi lepo vabljeni na kakšno mnenje. Drugače pa tekma. Lakersi so z Minnesoto začeli kar dobro, lepo je tekel napad, Rivers je z Aytonom odigral par pick and rollov, enkrat je našel Laravijo na trojki, enkrat je lepo dal tisti pocket pass, ki so tako všeč Aytonu za en floater. Potem pa se je Minnesota odločila, da je njena obramba malce preslaba, Riversa je bolj močno primila in kar naenkrat se je napad Lakersov ustavil in razlika je hitro narasla na dvomestno. Počasi so se začeli Lakersi vračati, celo Knecht se je videlo, da igra zelo dobro obrambo, v protinapadu je nad Clarksonom mu je zelo dobro banano stisnil in ob polčasu je bila razlika še kar znosna. Potem pa se je zgodila tretja četrtina, Blaž, ki si ti začel gledati, ponavadi tretja četrtina je bila vedno slaba za Lakerse. Ja, tokrat pa ravno obratno. Lakersi so v bistvu prišli izjemno močno ven v tretji četrtini. Dejansko bili so povsod, in v obrambi in v napadu jim je stekel. Na neki točki so imeli celo že 20 točk prednosti pred Minnesoto. In ja, sicer na koncu je bila razlika ob koncu tretje četrtine nekoliko manjša kot 20 točk, ampak res mislim, so si naredili zelo lepo popotnico, igrali res dobro, tako da drugega nimaš kot za pohvaliti. Potem pa ja, pride ta četrta četrtina, kjer v bistvu ja, nič ni delovalo, no, ne napad, obrambi niso bili glih najboljši, no, in potem tukaj jih je na koncu mogel Reeves reševati za tisto zadnjo sekundo oziroma s tistim zadnjim napadom za zmago in v bistvu so zapravili vse, kar so si preigrali v tretji četrtini. V četrti, ampak glej, na koncu zmaga je zmaga, tukaj nimamo kaj, hvala bogu, da so zmagali, sploh glede na to, koliko so zdesetkani zdaj. Verjetno manjkajo trije tisti še nosilci zraven, poleg Luke in LeBrona, verjetno še Marcus Smart, tisti, ki je res še tisti ta pravi nosilec, no, tako da predvsem, kar mi je bilo všeč na tej tekmi, je, no, da so pokazali tudi zdaj recimo v narekovajih tej second stringerji, da lahko igrajo z Minnesoto. Zdaj, če se spomnimo lani v play-offu, so Lakersi v bistvu izgledali zelo bogo oziroma nebogljeno v tisti seriji v play-offu, ampak tukaj so pa dejansko kazali, no, da lahko dejansko to fizično igro, ki jo ima Minnesota, da jo nekako lahko se ji zdaj zoperstavi oziroma da imajo tudi oni zdaj sami dovolj te neke fizike, da lahko z njimi igrajo. In to je vse v bistvu zelo pozitivno in jaz sem zelo, zelo vesel, da se je pač zadeva tako iztekla in ja, to je to. Hotel sem samo še nekaj dodati pri drugem polčasu. Izgledalo je, kot da v bistvu napad narekuje obrambo. Vsakič, ko je eni od ekip uspelo dati nekaj točk v napadu, so močneje stisnjeni tudi v obrambi in tistih 20 točk, ki si rekel, da so v tretji četrtini uspeli Lakersi nabiti Minnesoti, se je začelo topiti takrat, ko je Bones Hyland proti koncu tretje četrtine dal 3 trojke zapored. A so bili Lakersi prej samozavestni, ali kaj je bilo, ampak
enostavno pustili so ga samega, da je metal in je delal, kar je želel. Ko so pa videli, da so se Minnesota preveč približali, so ugotovili, ok, vrag je vzel šalo, so majčkeno bolj stisnili v obrambi in njega in tudi ostale, ampak Minnesota je že dobila nek nalet in začela spet dobro igrati v obrambi. In jaz sem res mislil, da bodo do konca uspeli zmagati, ampak Reeves je res odlično odigral tisto zadnjo akcijo, prebil double team in ob Gobertu vrgel floater, ki je šel prav zadnjo sekundo noter. Ja, mogoče lahko na tej točki malo pogledava statistiko. Se pravi, Rui Hachimura, 17 točk, 5 skokov, 4 podaje, Vanderbilt 3 točke, 12 skokov, 4 podaje, Laravija 27 točk ob metu 10-11, 5-6 trojke. To je verjetno nekaj, kar ne moremo lih pričakovati, da bo lahko počel vsako tekmo. Potem DeAndre Ayton 17 točk, pa 10 skokov in pa Austin Reeves 28 točk, 16 podaj, dve ukradeni žogi in pa en skok. Mislim, Austin Reeves na splošno je rato izjemno hvaležen igralec, igra izjemno dobro in jaz, ja, mislim, to je za Lakers je to vsekakor zelo pozitivna stvar, tako da, ja, pač. Ti še vedno misliš, da je to dobro samo zaradi dvigovanja njegove vrednosti, da ga je lažje tradati, ali bi ga rajše obdržal? Ker zdaj je Ne vem, pokazal, jaz bom počakal rajše malo, ker vemo tudi, da lani je imel izjemno dober redni del sezone, pa potem v play-offu poniknil, tako da jaz bi počakal no, še s temi no, napovedmi, eno ali drugo. zdaj tudi vemo, da je v play-offu imel poškodbo palca na nogi, po katerem ni hodil takrat, ko ni bilo tekem, zato da je lahko potem tekme igral, ampak to ga je sigurno dovolj zaustavljalo, da je igral dosti slabše, kot je. Ja, ampak se pravi, bomo videli, no, ker on do zdaj v play-offu se še ni dokazal, vsaj za moje pojme. No. Se mi zdi, da tudi prejšnje sezone pač je nekako umanjkal v play-offu, ampak vse napreduje, no, tako da je v bistvu izjemno napredoval iz sezone v sezono. Mogoče ena stvar, ki zdaj kroži po Twitterju, je, ne, da recimo v sezoni 21-22, ne, 7,3 točke, 3,3 skoka, 1,8 asistence. Potem naslednjo sezono že 13 točk, potem je skočil na 15,9 točke in lansko sezono 20,2 točke, 6,8 skoka in 8,5 asistenc. Tako da dejansko konsistentno iz sezone v sezono napreduje. Letošnjo sezono je sicer izjemno mehen vzorec, pa v bistvu igra tudi kot prva violina, zdaj le trenutno, ampak 34 točk, 5,6 skoka in 10 podaj na tekmo. Mislim, je izjemno hvaležen igralec, izjemno kvaliteten igralec in ja, mislim, upajmo, da nadaljujejo v tej smeri, no, sej v končni fazi. To je tisto, kar smo si želeli, da tudi dobro začnejo sezono kljub vsem tem poškodbam in da pač pridejo v čim boljšo pozicijo potem v play-off. Ja, Kenny Smith na Inside NBA, ki so zdaj na ESPN-u, prej so bili na TNT-ju, je celo komentiral, da zdaj izgleda kot Jeremy Lin, s tem ga je hotel primerjati s tisto sezono Jeremy Lina v New Yorku, ko je res odlično igral, ampak tisto je bila, kako bi rekel, res ena tašna, čisto kratka epizoda. Austin Reeves pa igra že toliko let in tudi lani in predlani je bil kar dober, letos pa je odličen, tako da ta primerjava z Jeremy Linom, mislim, da bi lahko rekel, da celo mičkeno želiva, no, zelo mi ni bilo všeč, ampak na Inside NBA dajo ponovno tašne izjave, da se potem o njih govori, tako da nič tašnega. Si uspel pogledati še kakšno drugo tekmo, kakšno zanimivost videl? Pri Atlanti proti Netsom si je Trae Young poškodoval koleno, trčil je svojim soigralcem, na koncu so vseeno uspeli zmagati, kar proti Netsom ni težko, ki so zdaj 4 zaporedne prve tekme izgubili, ampak tam zgleda, da je res en tašen
če greš v nece, gre tvoja kariera umret, za reči. Ali pa je to mogoče samo nek postanek, dokler te ne zatredejo nekam drugam in upaš, da priješ boljšo situacijo. Ja, na žalost je res tako, v bistvu tista ta glavna stvar, ki mi je padla v oči, zdaj to, to noč je spet poškodba Davisa. Zdaj jaz ne vem, a se je že povedalo, kako huda poškodba je, ampak gre za poškodbo ahilove tetive. Odsoten bo kar nekaj časa. Zdaj, ko rečem, da ne vem, a so že povedali, koliko huda je, ne vem, a si je strgal ahilovo ali ne, to Ne, meni ne, se zdi ni se mogoče. strgal, ker je hotel iti nazaj igrati, pa mu Aha, niso pustili. Tako ja, da, no, ampak v vsakem primeru, no, te prvi nekako poročila so, da bo kar nekaj cajta odsoten in tisto zanimiv del je, no, da je igral poškodovan, tako da že prišel v tekmo poškodovan z v bistvu neko vneto ahilovo, z vnetjem ahilove tetive in v bistvu je ta tekma danes samo še dodatno pač obremenila to in verjetno bo zdaj kar nekaj mesecev odsoten, no, vsaj tako so zdaj ta poročanja in ja, mislim, da si ti tvitnil, da si vesel, da Luke ni več da Luke ni več v Dallasu, ker ja, mislim, saj to se je z Luko redno dogajalo, no, saj vemo, ko smo mi bili ko smo mi gledali Dallas, ko je Luka bil tam, pač Luka je igral ne glede na to, kako je bilo njegovo zdravstveno stanje. ja, danes je prvič res, da sem si malo oddahnil, da je šel iz Dallasa. Do zdaj mi je bilo vedno žal, ker so naredili res šampionsko ekipo in zdaj štarte spet iz nule. Ampak kaj ti pomaga šampionska ekipa, če ves čas igraš v bistvu na robu poškodbe, tako kot je Luka delal. Drugače Dallas je vseeno zmagal Indijanov, dve ekipi, ki imata pol igralcev v bolnici, za reči. Klay Thompson je še vedno v prvi postavi in po mojega ne bodo dali na klop, ampak ker so mu obljubili, da bo v prvi postavi, ga tam držijo. 5 pik, trojke 1-6, ne lih navdušujoča predstava. Mislim, to je tekma, kjer sta glavne točke prispevala Brandon Williams s klopi, to je ta, ki so ga aretirali včeraj, zato ker je imel travo na letališču, pa je potem so ga spustili in je lahko igral, verjetno prišel direkt iz pripora na tekmo. In Dwight Powell, ki je prispeval 18 pik iz klopi v 29 minutah, metal je 12 prostih metov, od tega jih je zadel 10. Mislim, če sta ta dva glavna pri točkah za tvoj klub, potem mogoče sezona ne bo šla lih tako, kot si si zamislil. Se vem, da je dosti poškodb, ampak zdaj brez Davisa bodo končno lahko vsi igrali na svoji naravni poziciji. Namreč Davis je hotel igrati na močnem krilu, na power forwardu, zato je tudi PJ Washington igral na krilu namesto na power forwardu, kot je bila ponovadi njegova naravna pozicija. Lively in Gafford pa sta na centru, Gafford sicer poškodovan in Lively zdaj tudi, zvejel si je koleno. Ampak PJ Washington bo lahko spet šel na močno krilo, Cooper Fleck bo igral na krilu, kar je njegova naravna pozicija. In bomo videli, če se bo odločil Kit, da bo dal končno v prvo postavo enega od playmakerjev, ki jih ima, torej ali D'Angelo Russell ali Brandon Williams, glede na plačo in status, verjetno bo Russell začel. Ampak tako da dejansko ta poškodba je lahko neka sreča v nesreči, vsaj za Cooper Flega, ko bo spet igral na svoji naravni poziciji, ni se najbolje znašel na poziciji playmakerja, čeprav je soliden v tej vlogi, ampak bo preteklo kar še nekaj časa, preden se bo navadil organizirati napad, mogoče vsaj pol toliko, kot je znal Luka, bo že zelo dobro za njega. Ja, mislim, pričakovati, da bi ti Rookie vodil napad, nisem sploh pa bom rekel, sploh pri Dallasu, ki je zdaj kar precej pod drobnogledom, odkar, ker zaradi menjave Luke, mislim, da je edini igralec, ki to bi lahko kot Rookie naredil, je Luka. Tako da, enostavno pač, mislim, da je precej po svoje tudi nefer, no, da je tako zelo veliko pritiska na pač na Cooper Flegu, ampak na žalost pač tako je, no. Žal. Drugače pa ja, je kakšna zanimiva tekma pač prišla do, mislim, ti si kakšno zanimivo tekmo videl?
Jaz sem malo gledal Cleveland-Boston, zanimalo me je, če se bo Boston kaj vrnil po 3 porazih. Zmagal je sicer Pelikane, ki letos enostavno ne najdejo poti do zmage, tako da to ni bila baš neka zmaga, da bi rekel, smo nazaj, ampak če zmagaš Cleveland, pa je že malo boljše, ne. Sicer je bila bolj izenačena tekma, polčas so sklenili pa z nizom 20-3, Boston namreč, pri čemer je Brown prispeval 13 pik in razlika se ni več spustila pod enih 15, razen na koncu, ko so uspeli Cavaliersi priti do -9, ampak to je vse, kar jim je uspelo. Sigurno niso tako dobri kot lani, ko so začeli z nekim bolanim nizom 15-16 zmag sezono. Zelo jim manjka Darius Garland, njihov glavni organizator igre. In spet smo pri teh organizatorjih igre, ne, da jih je fajn imeti. Veš, enih 6-7 let nazaj se spomnim, da je bilo organizatorjev igre, koliko češ, vsi so jih imeli, pa še preveč jih je bilo in na klopi in povsod, zdaj pa jih kar naenkrat manjka, ne. Centrov in ostalih visokih igralcev pa je dosti, zato ker se igra oziroma NBA nasploh se je iz small balla obrnil v, kako bi rekel, velike postave, visoke postave in ja, zdaj te visoke postave mora nekdo zorganizirati, ne. Tudi v Houstonu imajo malce problem s tem seveda, ampak so zabeležili 2 lepi zmagi, danes tudi. Predvsem Durant jim zelo pomaga s svojim spacingom, ravno danes je na enem videu rekel, da ko je gledal lani igro Šenguna in je imel Šengun žogo v roki, tam nekje okoli prostega meta, sta vedno lahko bila 2 na njemu, zdaj pa pač ne moreta več, zato ker ima Duranta na krilu. In to je res, več prostora imajo za delati, kar želijo, in čeprav so brez tega playmakerja, in gre zaenkrat kar dobro, ne. Sicer so zmagali Raptorse, kar ni nek hud dosežek, da bi rekel, ampak zmaga se vedno in Kevin Durant je še vedno eden najboljših skorerjev v igri, 31 pik z 11-19 meti in 4-8 trojke. Takšnega skorerja si čisto vsak želi, ampak Amen Thompson, no, ta najboljši mladi igralec Houston Rocketsov, spet dokazuje, kako dober je, 7 podaj in 9 skokov je imel v tej igri in 18 pik. In v obrambi je eden najboljših obrambnih igralcev v ligi. Houston izgleda, da ima res eno svetlo prihodnost. In me prav zanima, bi rad videl, kako bo izgledalo, če se bodo dobili z Oklahomo v play-offih. To bo ena takšna serija, res odlična, ki upam, da jo sodniki pač ne bodo pokvarili. In ne vem še, če si videl, ampak v zadnjih par tekmah je imel Shai Gilgeous-Alexander po 2 do 4 proste mete v celi tekmi, po tistih prvih 2, kjer je imel nekje okoli 40 prostih metov, torej približno 20-22 na tekmo, kot da bi sodniki brali Twitter in mu kar naenkrat niso več nič piskali. Je pa tudi res, da mu obrambni igralci dajo malo več prostora pri prodorih, zato ker vidijo, na kakšne finte vse jih uspe metati, in mu rajši pustijo, da da onih par pik več iz igre, kot da ga ves čas pošiljajo na črto prostih metov. Ja, sem opazil, ne, saj nekaj je to, nekaj pa jaz mislim, da je tudi liga spremenila kriterij, no, ker enostavno bilo je preveč pogroma in vemo, da liga je že večkrat, potem ko je bil pogrom navijačev, malo prilagodila določene zadeve in verjetno tudi zaradi tega ima zdaj Shai rahlo, delno je to, delno pa tudi, da ga branilci ne pokrivajo več tako zelo tesno, ampak jaz mislim, da za celotno ligo je to boljše, no, ker v končni fazi, a veš, na koncu pogledajo, večinoma se gleda samo statistiko, wow, dal je 50 plus pik in ne vem kaj, noben pa ne pogleda, da je bilo polovica teh točk doseženih s prostih metov, še manj jih pa dejansko pogleda tekmo in vidi, da v bistvu je bila večina teh favlov pač, ja, Američani rečejo bullshit, no. Ker če bi tako piskal recimo Jokiću ali pa Luki ali pa LeBronu, a ne, bi imeli po 50 prostih metov na tekmo.
Ja, samo res in potem bi spet, bil pogrom na Twitterju in bi spet šli nazaj. Ne vem, se mi zdi, da sodniki mogoče malo preveč grejo s temi, javnimi mnenji, se preveč temu prilagajajo. Po drugi strani pa je NBA res zelo, zelo težko soditi, glede na to, da igralci dejansko poleti študirajo, kakšne kako bodo uspeli neko pravilo sebi prilagoditi ali hoditi po robu s favli, hoditi po robu z izsiljevanjem prekrškov. In se mi zdi, da je to podobno kot recimo, ko je bil včasih doping v kolesarstvu. Ko so bili vedno kolesarji, en korak pred tistimi, ki testirajo, in zdaj so igralci en korak, vsako leto pred sodniki in sodniki, ko pridejo potem v sezono, si mislijo, kaj nam bojo zdaj spet pripravili, kaj so naštudirali poleti in potem rabijo nekaj časa, da se prilagoditi. Ampak zdaj upam, da se bo to malo umirilo, no. Ja, jaz tudi upam, no, saj veš, Houston, Harden, nun je bil sploh special za to bejtanje, prostih metov oziroma favlov, da, je res dobro imel naštudiran ta sistem in praktično pol njegove igre je slonelo na temu in, ja, pač saj vemo, ne, saj v končni fazi vsi smo taki, da na koncu pogledamo pravila, pa jih probamo sebi v prid obrniti. Tisti, ki so pa še malo bolj iznajdljivi, so pa potem profesionalni košarkarji, tako da, ja, ne vem, bi še kaj povedal mogoče o tej noči Samo ali, Samo še, bi rad majčkeno izpostavil tekmo, Detroit proti Magicom, torej Orlando Magic, ki so bili lani kar dobri, večina njihovega uspeha je slonela na njihovi obrambi, zdaj so pa začeli 1-4, sezono, torej z eno zmago in 4 porazi. Nekaj od tega je Paolo Banchero, ki je bil lani res odličen in letos, zelo neučinkovit, predvsem pri metu iz polrazdalje, kjer je blestel lani. Nekaj pa tudi tega, da nimajo več tako zelo dobre obrambe, ne. Desmond Baina so zatradali zato, da bo dajal pike. Je soliden v obrambi, ampak, nima tako dolgih rok kot nekateri drugi branilci, oziroma Desmond Bain je en izmed redkih igralcev, ki ima razpon rok manjši, kot je njegova višina. Namreč praktično vsi igralci v NBA-ju imajo razpon rok večji oziroma daljši od višine, to je sploh predispozicija, da lahko igraš v NBA-ju, in zelo redke so izjeme, ki pri tem uspejo, in Desmond Bain zaradi svojega meta seveda je zaželen, tudi kot v prvi postavi kot šuter, čeprav danes 4-15 in iz igre in 12 pik. Detroit so jih kar dobro, stresli za skoraj 20 pik, in ne vem, res ne vem, kako bo Orlando našel nazaj, neko svojo igro, mogoče rabijo malo več časa, ampak vzhodna konferenca izgleda tako uboga kot že dolgo ne in, res, ko igrajo vzhodna konferenca, je skoraj težko najti neko dobro tekmo, ko igra zahodna konferenca, pa je skoraj vsaka tekma odlična, razen če igra, ne vem, Denver proti Phoenixu kot danes, oziroma proti Pelicanom pa za 40 pik zmagajo. Ampak takšnih ekip, kot so Pelicani v zahodni, jih je precej v vzhodni, zato je potem malo težje gledati vse skupaj. Drugo pa, to je to, mislim, da kar se tiče in tega večera in Lakersov, smo dobro zaokrožili po moje, večino tekem, ki so bile zanimive, in tudi, tekmo Lakersi proti Minnesoti. okej, odlično. Potem pa ja, hvala vsem za poslušanje, in se slišimo po naslednji tekmi. To je pa mislim, da v soboto zjutraj, ne? Ja, tako je, ja, takrat se slišimo, upajmo, da bo Luka že igral takrat, tudi če ne, pa bomo seveda pokrili to tekmo in še par zanimivih, ki so se tisti večer zgodile. V tem trenutku je ena najbolj zanimivih ekip, San Antonio Spurs, ki zdaj niso igrali včeraj. Res mi jih je fajn gledati in komaj čakam, da spet igrajo, da tudi kaj pokomentiramo. Ej, enako, jaz mislim, da Wembanyama je tak vesoljec, da ga je že iz tega vidika res užitek gledati, ker je tako nekaj, kar res v bistvu še nismo videli ali pa mogoče že zelo, zelo dolgo časa nismo videli v NBA-ju.
Ja, nekaj čisto novega in zato ga je res lepo gledati. Okej, hvala lepa vsem za pozornost, za poslušanje. Naše pol urice je mimo. Malo mi je žal, da se ni noben javil, ampak mogoče zjutraj pri kavici ni, največje želje govoriti in bolj poslušati. Hvala za poslušanje in se slišimo naslednjič. Adijo.